Sanja su kako za naša avto po ledeni cesti, a ti mami pa izgineta, kot da ju nikoli ni bilo. Mišek moj, noben otrok ne bi smel izgubiti staršev, sploh pa ne v tako grozni nesreči, kot si jih ti. Prosim, povej mi kakšno zgodbo, da bom lažje zaspal. Kaj bereš? Grozljive in razboljive zgodbe o čarovnicah. O čarovnicah, takšnimi z trapastimi črnimi klobuki, črnimi plašči in letečimi metlami, to so zgodbe za majhne punce. Ja, takšne so čarovnice iz pravljic. Jaz pa govorim o pravih čarovnicah. O pravih čarovnicah? Ja, prave čarovnice nosijo povsem običajna oblačila in so videti natanko takšne kot običajne ženske. Živijo v običajnih hišah in opravljajo običajna dela. Lahko je blagajničarka v trgovini, prijazna soseda ali celo tvoja najljubša učiteljica v šoli. Čisto mogoče je tudi, da je čarovnica ljubezniva gospa, ki sedi v gledališču poleg tebe in se ti prisrčno nasmiha. To se pa sploh ne sliši grozno. O, mali moj, tukaj se pa motiš. Čarovnica sovraži otroke in ves čas razmišlja, kako bi se jih lahko znebila. Drozganje je njena najljubša dejavnost. Drozganje? Čarovnica si izbere otroka in ga neslišno zasleduje. Premika se bližje in bližje, potem pa se požene in plane po njem. Iskre letijo, plameni švigajo, olje vre, podgane cvilijo. Koža se guba in otrok izgine. Ni ga več, zdrozgala ga je. A me malo hecaš? Mali moj, če ne boš znal prepoznati čarovnice, ko jo bo srečal, ne boš pol dolgo na tem svetu. Potem mi pa povej, kako se jo prepozna. Ne izgleda kot čarovnica. Seveda ne, ampak glej, tole je prvo, kar jo izdaja. Rokavice. Tudi mami je nosila rokavice. Pa ne poleti, ko je vroče. Čarovnica pa jih nosi zmeraj. Zakaj? Ker nima nohtov, namesto njih ima tanke, ukrivljene kremplje. Ogabno. Drugo, po čemer jo prepoznaš, klobuk. Prava čarovnica je zmeraj plešasta, niti enega samega lasu nima. Nagraužno. In zaradi klobuka, ki ga mora nositi ves čas, da prekriva svojo plešo, ji glavo prekrivajo ogabne rane in kraste. Nagnusno. In še nekaj se zapomni. Čarovnica ima modro slino in velike nosnice. Zato lahko zavoha otroka, ki stoji na drugi strani ceste. Mene žene bi mogla, ker se vsak dan stropam. O, pa še kako bi te lahko. Čistejši kot si, bolj smrdiš čarovnica. Po svežih pasjih kakcih. Pasjih kakcih? To pa že ne, tega pa ne verjamem. Kaj verjemi, tako je in pika. Vem, da ne smrdi po pasjih kakcih in pika. No, če boš videl, da se kakšna ženska prime za nos, ko gre mimo tebe, je skoraj zagotovo čarovnica. Nikoli več se ne bom umil. Samo prepogosto se ne smeš. Pametni otroci se kopajo samo enkrat na mesec. Zdaj pa hitro spat, jutri naj čaka pot z vlakom v Vrbo. So tudi na Koroškem čarovnice? Seveda, nikjer ne najdeš bolj hudobnih čarovnic, kot so koroške. A ima vsaka dežela na svetu svoje čarovnice? Seveda, in enkrat na leto se zberejo na tajnem čarovniškem zboru, kjer jim predava velika velečarovnica, vladarica vseh čarovnic na svetu. Neusmiljena je, še čarovnice se jo bojijo. Upam, da v Vrbi ne srečamo nobene čarovnice. Močno upam, ampak nikoli ne veš. Lahko noč. Lahko noč.
te umaknil. Prosim, Hej, prosjačiš, pojdi delat. bi se mi lahko umaknil? Ne. Ej, predstavi se sonček. A, Prijeten daljši gospa. Lepa hvala. boš že videl, Atija bom poklical. Komaj čakam. Au. Dobar dan, gospe. Dober večer. Prišli smo na zborovanje društva proti mučenju otrok. Seveda, izvolite, stopite kar naravnost prek avle. Ne bote se mi pod nogami. Bruno! Ej! Bruno! Ja, oči. Vam lahko kako pomagam, gospod? Ne moreš. Taki kot si ti, pomagajo samo takrat, ko pričakujejo na pepino. Gremo, umakni se. Ja, poberi se. Kako želite, gospod? Kje je mami? Krov mi je šla kupit. A že spet? Reč, da me najde v baru. A že spet. Mulc. Ej, glej, kje hodiš, baba zmešana. Se pa večujem, če imate rezervacije, kaj za mano prosim. Živijo! Kaj imaš tam notri? Aj, kaj za jest? Daj mi malo. Ne, notri imam bili, miški, bilja in boni. Dolg čas. Ugani, kakšne živali imam jaz. Kakšne? Krokodile in kače. A ja, Ja, iz njihove kože bo mami naredil torbice in čevlje. to je pa kdo, tega ne smeš. Stavim, da moj oče zasluži več od tvojega. Najboš res. Koliko avtomobilov ima tvoj? Nobenega. Moj ima 3. Kaj pa počne s kačo? Ptiče streljam. To je pa kdo, tega ne smeš. Ej, nehaj pa, kaj ti je? Pogovni pretepač, pusti mojega putika, si me slišal? Aua, mami! Poglej se, plašne imaš čisto umazane. Hotel mi je ukrast fračo. Da se nikdar več ne dotakneš mojega bručita, si me slišal? Izvoli, izhodek. Mamica je prinesla kofta. Vprašaj ga, kaj ima v škatli. Zakaj? Si jo kradel? Ne, notri imam bilja in boni. Kako to misliš, bilja in boni? Pokaži. Gospa, saj sta samo mali beli miški, nič vam ne boste naredili. Mami, ta krop je brez čokolade. A? Pozdravljen, mladi mož. Ti tvoj krov ni všeč? Bi malo čokolade? Ja. Je dobra? Super je. Bi jo rad imel še več? Ja. Dala ti bom še 6 takih čokolad, če prideš ob 25 čez 3 v plesno dvorano. 6 čokolad. Pridem, jasno, da pridem. Njam, njam. Wow, kako lepa dvorana. In nikoga ni. Kaj mislita Vili in Boni? Meni se zdi, to je odličen kraj za trening bodočih cirkuških miši. Luč! Muzika! Spoštovane dame in gospodje, dobrodošli na svetovno znani predstavi Cirkus belih miši! Aplavz! Pod tem čarobnim pregrinjalom se skrivata osupljiva akrobata na vrvi. Vili in Boni! Aplavz! Ste pripravljeni, da ju spoznate in osupnete nad njunimi cirkuškimi smrdi? Wow. DPMO, strogo zasebno. Ta prostor je rezerviran samo za članice Društva proti mučenju otrok. To sem seveda jaz. Kako tukaj smrdi po pasjih kakcih?
Agata? Beatrice? Ciao-ci! Mua, 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 mua. Той зависок како чу да вите rumeni, povej mi, kako ti to uspe? Draga Agata, zubna pasta iz mletih mrtvih netopirjev vedno odlično deluje. O, poglej, teta pesnilec je končno prilezla. Pozdravljeni, dranici, vajen za naše vino tako božansko zaodarja kot lani. Seveda, letos sem recept še izboljšala. Dodala sem gnilo čebulo in kapljico znoja prestrašenih deklic. Rabim samo še recept za podplate. Moja koža noče in noče postati dovolj nagnusna. Nič lažjega, kolegica. Jaz jih namakam v kislo mleko in otroške solze. Moji podplati so že tako gnili, da mi raste plesen po prstih. Jaz pa sem končno odkrila kopel, ki naredi mojo kožo dovolj sluzasto. Kaj? Povej nama. Nama naš recept? Sluz, 3 polžev, zmešaš s kačjo slino, dodaš žave mehurčke in vse skupaj uliješ v banjo polno otroškega smrklja. Rečem vam, punce moje, to so nebesa. Spoštovane dame, društva proti mučenju otrok, pozdravite svojo predsednico. Vrata! Vrata so zaklenjena, vaše veličastje. Lahko snamete rokavice in razmigate svoje kremplje. Sedaj si lahko snamete klobuke, da se vam prezračijo vaše ogabne lobanje. Čarovnice Koroške. Bedne, nesposobne, lene, neumne, čarovnice, veste, ko brezdelnih, nesposobnih list, sejte! Danes jutraj jem zajtrk in gledam skozi okno na plažo in kaj vidim? Vidim tako ogaben prizor, da skoraj bruham. Na stotine nemarnih ogabnih otrok, ki se igrajo ob jezeru. Zakaj jih niste uničile? Uničile! Otroci smrdijo, ne bom jih več gledala tu naokrog. Bolj se boste morale potruditi. Bomo se, vaše veličastje, bolj se bomo potrudile. Ukazujem vam, da vse otroke na Koroškem do zadnjega zradirate, zdrobite, zmečkate, se sekljate in zdrozgate, še pred se čez leto dni vrnem. Vse pa res ne bomo mogli. Katera je to rekla? Katera si mi upa ugovarjati? Saj nisem tako mislila, samo sem se pogovarjala, prisežem. Zaradi te nesramnosti te bom svrla kot pomfrit. Ne, usmilite se me! Utihni! Naj ti bo, ampak samo tokrat, ker imamo pomembnejše opravke. Hvala vam, vaše veličastje. Dovolj! Naslednjo, ki mi bo nasprotovala, bom spremenila v smrdljiv prdec in jo odprnila v zrak. Zdaj pa k poslu. Dol z otroki gnusnimi, Sluhaj, kožo si kosti, sami jih izrozgaj, tebi koči zdruzi zdruzgaj. načrt imam, velečarodjastičen načrt. Načrt imam, velečarodjastičen načrt. Kupile boste slaščičarne. Kupile bomo slaščičarne. Do stropa jih boste napolnile s slastnimi slaščicami in novodobrimi čokoladkami. S lastnimi slaščicami in novodobrimi čokoladkami. Zastrupila bom vse čokoladke, da bodo otroci cepali komuhe. Prav nič od tega ne bo storila. Ti tele baka, butasta. Kako si lahko tako neumna? Bi rada, da te jamejo prej kot v 5 minutah. Ne, mi, čarovnice, delujemo le s čarovnijo. Čarovnija, čarovnija, čarovnija. Vsako čokoladko in vsako slaščico boste napolnile z mojim
najdobrejšo in najfinejšo čarovniško recepturo. Upočasnjeni miši tvorec! Upočasnjeni miši tvorec! Applaus! Tišina. Naj vam razložim, kako deluje. Otrok v vaši slaščičarni kupi čokoladko ali slaščico. Jo požre in kaj se potem zgodi? Crkne, 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 crkne! Nič se ne zgodi, počuti se dobro. Potem gre domov in še vedno se počuti dobro. Spravi se spat in še vedno se počuti dobro. Zjutraj, ko vstane in gre v šolo in še vedno Se počuti dobro? Tako je, ker čarovni napoj deluje upočasnjeno. Delovati začne ob 8, ko pride otrok v šolo. Začne dobivati dlako, zraste mu rep in po 10 sekundah se spremeni v miš. Tišina. Zdaj pa si zapomnite recept. Potrebujete 45 mišjih repov, ki ste jih namakali 1 uro v žabjem soku, potem dodajte napačni konec teleskopa, ki ste ga kuhali tako dolgo, da je postal že čisto mehek. Zakaj pa to, velebriška? Če hočete, da postane otrok čisto majhen, ga morate pogledati skozi napačni konec teleskopa. Ni tako? Res je izjemno, kdo drug bi se spomnil kaj takega. In končno, da dosežemo zapozneli učinek, dodajmo budilko, ki smo jo nastavili na 8 uro zjutraj in pustjavo spekli v pečici. Genialno! Po eno samo kapljico recepture. Dajte vsako čokoladko ali slaščico. Odprite svoje slaščičarne in ko se bodo otroci nažrli slaščic, sem smrdljivemu fantu dala čokolado z upočasnjenim mišjim tvorcem. Kje so čokolade, ki ste mi jih obljubila? Prišel sem po nje. Ni le smrdljiv, ampak tudi pogolten. Spustite ga noter. Ljubi mladi mož, čokolada zate je že nared. Pridi in pozdravi še te prijazne dame. Rekla ste 6 čokolad. Še 30 sekund. Kaj? Pa kaj se tukaj dogaja? 20 sekund. Dajte mi še čokolade, potem vas pustite ven. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Začelo se je! Dobro, zvoki, pusti mi, sluhaj, budno, strikosti, slomi
večeri. Potem pa vam bom vsem dala stekleničko, ki vsebuje upočasnjeni miši tvorec, da boste vse otroke v vrbi spremenili v miši. Še kakšno vprašanje? Jaz imam eno veledružno. Kaj se bo zgodilo, če bo kakšno čokoladko iz naših slaščičarn pojedlo katero od odraslih? To bo njegov problem. Zborovanje je končano. Počakajte, pozor, budite pri miru. Pasi kakci, tu smo ni pa pasi kakci. Kakšne neumnosti je zdaj to? V tej dvorani ni otrok. Res je, vaše veličastje. Nimo čas brat, ampak voham pase kakce. Ti imaš pase kakce na mesto možganov. A druge ne bohate po pasi kakci? Pase kakci! Ja, pase Na pomoč! Ne sme se dreti! Na pomoč! 500-kratni odmerek, da bomo videli takojšnji učinek. Drogi gnusni vik, skovaj kožostni kosti, šlomi jedi vse, izmukaj tebi, kosi sputi zmukaj! Malo je bil sicer že plesljiv, ampak vseeno je prav slasten. Poslušaj, Bruno, zdaj, ko so oba miši, bi morala po mojem... Kako to misliš, sva miši? To, da se ti miš s mano nima nobene zveze. Ampak tudi ti si miš, Bruno. Ne bodi butast, jaz še nisem miš. Če si pa res, no. Ne da klade, miš pa jade. Poglej svoje tačke. Ti si pa res mišan, moje tačke. Čisto kosmate so. Fuj, res sem miš. Ne bodi trapast. Zdaj, ko si miš, lahko živiš v luknji. Nočem živeti v luknji. In po noči se boš lahko splazil s hrambo in se najedel piškoto in takih reči. Tako se boš lahko nabasal, da boš kar škilil. No, to pa res ne tako hudo. Ampak moj ati le kaj bo rekel in mami miši sovraži. Ja, tega se spomnim. Miš! Kaj bova naredila? Šla bova k moj teti. Ona bo razumela. Ampak Pa tiho bodi, nihče te ne se videti. Saj veš, če te bodo videli, te bodo hoteli ubiti. Vidi, hitro, nekdo prihaja. Brunči! Piškotek! Kje si? Bruno! Brunči! Artur! Že pol ure ga iščeva. Kaj, če se me kaj zgodilo? Prosim te, Monika, nehaj hysterizirati. Ne boš leži v kakšnem kotu in se nažira s krofi. Ne govori tako. Saj veš, da je občutljiv otrok. Občutljiv? Bruno je len in požrešen. Če bi se vsaj gibal toliko kot od... Ne bodi tako krut. Monika? Monika? Monika! Če mene vprašaš, ga malo preveč razvajaš. Malo discipline mu ne bi škodilo. Prosim te, morava ga najti. No prav, ti ostani tukaj, če se slučajno prigodali mimo. Jaz pa grem v hotelsko shrambo. Grem staviti svojega BMW-a, se je skril tam, se nažira kot pujs. Prosim te, ne bodi preveč strog s njim in ne vleci ga za ušesa, še tako mu preveč trlijo. Trotl.
gospa, ste v redu. Gospa, ste v redu. Kaj se dogaja tukaj? Monika! Ako, v tem hotelu so miši podgane! Vi temu pravite hotel, to je hlev. Gospod, to je samo nesrečen slučaj. Nesrečen slučaj, to je higienska katastrofa. Poklical sem sanitarno inšpekcijo, novinarje in še svojega odvetnika. Tožil vas bom. Tožil! Gospod. Ne bi meni, gospod, nesposobnež za ruka. A ti sploh veš, kdo sem jaz? Ta hotel bo zaprt, še preden boste postregli večerjo. Ti se pa nehaj smeriti. Alo, greva do direktora, da mu povem, da je ta hotel sramota za Koroško. Sramota! Trottel. Živja! Miš! Miš! Teta, jaz sem tvoj nečak, čarovnice so me ujele. Čarovnice? Lahko bi bilo še veliko huje, še zmeraj sem živ, puno pa tudi. Ubogi moj buba, kaj so ti naredili? Saj to ni še takega, res ne, v bistvu je prav zabavno. Mandarine, zelo jih imam rad. Bi mi lahko eno olupila, prosim? Ampak, kdaj se je to zgodilo? In kje je čarovnica zdaj? Je v hotelu? Ja, pa cel kup drugih čarovnic. Menda ne boš rekel, da imajo prav v tem hotelu svoje letno zborovanje. Ja, so ga že imele, tam sem bil skrit in vsem razlagajo, da se združba proti mučenju otrok. Tipično. In kako so te ujele, ljubi moj? Izvohale so me. So zaznali smrad po basih kakcih kaj. Otroci se ne bi smeli nikoli kopat. Teta, vse koroške otroke hoče spremeniti v miši. Hudobne babnice. Morava jih ustaviti. Ne bo nama uspelo. Tebe so že dobile v pest. Zdaj bodo pa še druge. Bi mi lahko olupila še eno mandarino, prosim? A tale sploh kdaj neha jest? Ne. To je za otroki na kompost, spet vodo, kuhaj kost. To je ona je soba, ima tik zraven naju in tam je tudi čarobni napoj. Ja. Ko bi ukradel eno samo stekleničko, 500 merkov, tudi na odrasle deluje, tako je rekla, tudi verjetno na čarovnice, razumeš? Aha, razumem. Na čarovnice, ki so bodo kmalu zbrali na večerji. Genialno. Ne smemo izgubljati časa. Imam idejo. Pridi, ti razložim po poti. Rešiva vse koroške otroke. V napad! Počakajte me. Daj mišjo čokolado, pokončaj golazen malo. Zjutraj, ko bedaki mali bodo v šolo priskrbeli. Ja? O, dober dan. Oprostite, da motim. Knjiga mi je pala na vaš balkon. Mi lahko greste lepo prosim iskat. Sem si že mislila, kaj je tako zelo potalo. Pridi, hitro pojdi. Komu ste rekli naj pohiti? Nič. Sama sebi sem naročila, da moram pohiteti na večerjo. Najlepša hvala, zelo ste prijazni. In se še enkrat opravičujem, ker sem bila tako nerodna. Baba zmešana, kot otrok je bila sigurno nagravžna deklica. Dobrodošli v naši vrhunski hotelski restauraciji. Naša ekipa vam bo pričarala nepozabno kulinarično doživetje. Sedite, odnite si pasove, zavežite slinčke in nabrusite nože, kajti pričeli bomo streči današnjo večerjo. Bon appetit, good appetit, bon appetito in seveda dober tek.
več dobro, v sobi je ostal. Ubogi. No, za večerjo strežemo grahovo juho, za glavno jed pa lahko izbirate med ribjim filejem in pečeno teletino. Juha in teletino, prosim. Hvala vam. Si pripravljen, Ljubček, imaš stekleničko? Ja, koliko je ura? 5:08, ravno prav smo prišli. Sestra, dan se... Tiho, Bruno, na, žemljico ti lahko dam. Vaša juha, gospa. Hvala vam. Kako lepo diši. A lahko dobim malo masla? Boš že tiho? Kako, prosim? Nič. Dober večer, dame. Izvolite. Za večerjo strežemo grahovo juho, za glavno jed pa lahko izbirate med ribjim filejem in pečeno teletino. Za vse prinesite juho in teletino, prosim. Hvala vam. Zrak je čist, deci, pa srečno. Malo popra, peteršilja, rožmarina, svežega, česna graha, feferona, klička, drobno spletega, vse domače in kopijo za vegane mažovni. Že Francozi so nam dali mišelinke kase 3. Kochamo i peczemo, chcemy daje snasno, ważywo i filamo, raczuna mowa masno. No? Živja! Podgana! Miš! Sam pridi! O, grahova juha. Uspelo mi je, teta, uspelo mi je. Bravo, čestitam, res si pogumen. So čarovnice že prišle? Počasi prihajajo. Dober večer. Vam je bila juha všeč? Hvala, izvrstna je bila. Hvala vam. Bi lahko dobil še eno žemljico, prosim? Sitnova. Kako, prosim? Nič. Pojedli bojo, teta, pojedli bojo. Bodi tiho, pa drži pesti. Ampak teta, mi miši ne moremo držati pesti. Ja, oprosti. Pazite, Bruno, oče. Kje je moj sin, dobro vidale vaše časa pledal neke neumnosti. Bojim se, da imam precej neprijetne novice za vas. Pod mojo mizo je. Kako to mislite pod mojo mizo? A se vi čujete iz mene, kaj? Čarovnice so vašega sina spremenile v miš. Poklicam direktora da vas vozi iz hotela. Bruno je zdaj miš. Miš pa prav zagotovo ni. O, pa sem, živja, ati. Bruno? Ne skrbi, ati, saj v bistvu niti ni tako hudo. Samo kakšna mačka me ne sme ujeti. Ampak Miš pa res ne moramo imeti za sina. Samo enega imate, bodite prijazni z njim. Kdo bi to storil? Tista babnica tamle. Saj predsednica društva proti mučenju otrok. Ne, to je velika čarovnica. Vladarica vseh čarovnic na svetu. Hočete reči, da je to storila ona, tista babuha tamle? Ja, zmožna je marsičesa. Lahko bi začarala še vas. Morda v Podgano. Da bi mene začala v Podgano, kaj naj poskusi?
dogajma. To je bila pa res dogodivščina, ampak s srečnim koncem. Rešila so vse krožke otroke in pokončala čarovnice. A misliš, da bodo tudi vse ostale čarovnice izginile, zdaj, ko so opravila z vele čarovnico? Prepričana sem, da ne bodo. Ampak morajo. Mar je bil ves najin trud za manj? Kako lahko rečeš, saj sva rešila vse koroške otroke. Poglej, imava celo torbo polno čarobnih napojev in lahko rešiva vse otroke na svetu. Prav imaš, čas je, da se odpraviva na največjo dogodivščino v najnem življenju. Jutri bova pripravila prtljago in odpotovala po svetu. Vse čarovnice bova spremenila v miši. In mačke bodo imele največjo pojedino vseh časov. Mišek moj, te prav nič ne moti, da boš do konca življenja miš? Niti najmanj. Prav vseeno je, kaj si in kakšen si videti. Pomembno je samo, da te ima nekdo res rad.